To je bila samo lažna laž, zato da sem jaz lahko čim prej odšla iz tiste terapevtske sobe in zaključila mojo terapijo. Kaj bi si želela od svojih bližnjih ljudi, ki so te obkrožali, da bi morda naredili drugače v svojih odzivih? Zakaj bi jaz mogla sama sebe tepst, pa se sekirati, pa nekaj zaradi enega komentarja, na katerega je oseba, ki ga je napisala, pozabila v 2 sekundah. Kaj se ti zdi največja cena, ki jo šport zahteva od mladih? Jaz imam anoreksijo, to še ne pomeni, da jaz ne jem. Če ne bi sedela tukaj na tem stolu. Lepo te pozdravljamo v podcastu Zadihaj, kjer se na preprost in razumljiv način pogovarjamo o duševnem zdravju. Tokrat gostim Nastjo Poduratnik, ustvarjalko vsebin, ki je s svojo pristnostjo pritegnila na tisoče mladih. Nastja je nekdanja gimnastičarka, ki odprto deli svojo zgodbo in izkušnje, ki jih je preoblikovala v glas, ki spodbuja iskren pogovor o duševnem zdravju. Danes bova skupaj raziskali, kako njena generacija gleda na psihoterapijo, družbena omrežja in na vse pritiske sodobnega časa. Govorili bova o pastih športa in kako je ta lahko povezan tudi z motnjami hranjenja. Nastja, pozdravljena in dobrodošla v naši dnevni sobi. Jaz bi se ti res od srca najprej zahvalila za to, da si bila pripravljena danes biti tukaj z mano in da si nekako s tem izkazala svojo dobro namero, da danes skupaj prižgeva še kakšno lučko 2, morda pri kom, ki bo poslušal ta najin pogovor. V bistvu, najlepša hvala za povabilo. Z največjim veseljem sem se odzvala. Jaz vedno pravim, da čas ni nikoli slabo izkoriščen, če s tem, da sedim tukaj na stolu, pomagam vsaj eni osebi oziroma vsaj ena oseba uživa ob poslušanju. Krasno izhodišče za najin pogovor danes. Jaz bi te za začetek najprej vprašala, kdaj si se ti prvič začela spraševati o svojem duševnem zdravju? Mislim, da prvič, zelo verjetno takrat, ko sem zaznala, da mogoče pa nekaj ni v redu, oziroma da sem se prvič zavedala mojega duševnega zdravja. Mogoče bi bolj tako rekla. Se mi zdi, da vedno, če smo vedno dobre volje, nam vedno vse teče po maslu, smo navajeni našega življenjskega ritma, gre vse tako, ker smo navajeni, no tako bom rekla. Te nič ne zmoti, se nikoli nič ne vprašaš, da je mogoče nekaj več za tem, oziroma se mi zdi, da ko smo mlajši, se noben sploh ne zaveda, kaj v bistvu pomeni duševno zdravje, oziroma nas noben ni naučil o duševnem zdravju nič. Pa ko mogoče pri sebi zaznaš, tukaj je pa zdaj nekaj drugače, neki negativni občutki, neka stiska. Takrat, ko je šlo moje duševno zdravje navzdol, sem se začela spraševati o mojem duševnem zdravju, tako bom rekla. Si sledila sebi in tako si zaupala v tem. Ja. Zdaj, ni skrivnost, ti si že šla skozi proces iskanja strokovne pomoči. Kako je bilo to zate in mogoče, če nam malo osvetliš, kaj je bilo pri tem iskanju zate najtežje in kako si v nekem trenutku vedela, da pa je mogoče ta oseba, terapevt, prava oziroma primerna zate? Ja, jaz sem šla, to je dolg proces moj. Zamenjala vrsto terapevtov, psihiatrov, psihologov. Izkušnja ni bila najlepša, bi jaz temu rekla, in predvsem težka. Moja prva izkušnja je bila pa tako, da je bilo to zelo pod prisilo, neprostovoljno. In se mi zdi, da čim ti prideš s tako mentaliteto že k iskanju terapevtske pomoči, nikoli niti se mi zdi, da če sam sebe ne odpreš osebi, ki sedi nasproti tebe, ne moreš niti povedati, niti ne moreš vedeti sam pri sebi, a ti ta terapevt ustreza ali ne. Se mi zdi, da meni je bilo to največja težava, ker se nisem zaupala osebi, ki je sedela nasproti mene. Predvsem to. In dokler sem jaz sedela pri terapevtu,
pod prisilo. Je bilo v bistvu brez veze, da sem bila tam. Se mi je pa zelo velikokrat zgodilo, no, da sem imela občutek, da oseba, ki sedi nasproti mene, da me gleda kot neko številko na papirju, z neko diagnozo, ne kot celostno osebo, s čustvi. Tako bom jaz rekla. Kako sem pa vedela, da je neka oseba prava? Šele potem, ko sem jaz spremenila par stvari pri sebi, oziroma ko sem bila malo bolj prostovoljno prisotna, in sem delala to malo bolj zase, ne, naprimer v mojem primeru v štartu za mami. Sem zaradi mami sedela pri psihiatrini in smešna stvar. Na koncu se je izkazalo, da tista psihiatrinja, pri kateri sem jaz pristala prvo, sem se na koncu vrnila k njej, ker sem vmes poskusila veliko drugih ljudi in sem ugotovila, da v bistvu pa je ona mi še vedno tako najbolj blizu, kakor toliko. In v neki fazi si se potem odločila tudi za psihoterapevtsko obravnavo, če sem prav razumela. Ja. In se mi zdi, da si izpostavila eno pomembno stvar v terapiji in ki je nekako ključna tudi pri tem, da smo v tem uspešni, to je lastna motivacija. Ja. Ko hočeš ti pomoč, tudi sprejmeš pomoč, bi jaz temu rekla. Ko pa ne želiš pomoči in se ti zdi, da oseba, ki ti poskuša pomagati, dela proti tebi in se ti počutiš ogroženega, pa jaz nisem imela verjetno ene iskrene terapije v štartu. Ampak to je bila samo lažna laž, zato da sem jaz lahko čim prej odšla iz tiste terapevtske sobe in zaključila mojo terapijo. Kljukica, ampak kljukica tako, da sem v bistvu zapravila svoj čas, bi jaz rekla. Imaš zdaj občutek, da si na tem področju v nekem varnem pristanu? Ja, sigurno. Krasno, torej, dobra izkušnja. Ja. Zdaj veliko ljudi misli, da bo terapevt kar podal recept za življenje. Kako je bilo zate, da si ti tista, ki nekako delaš oziroma moraš delati pomembne korake? Zato, ker na koncu dneva sem dojela, da ko se jaz uležem v poslu, sem sama. To pomeni, da če jaz berem, da se bom slabo počutila in ne bom sprejela pomoči, na koncu dneva se bom jaz slabo počutila. Pa jaz se bom še vedno vrtela v enih in istih krogih. To pomeni, da sama namerno zbiram, da bo vsak dan isti, da bo vsak dan slabši, da je življenje grozno, da ta negativna mentaliteta, no. Na koncu dneva sam zbereš, kako se počutiš. Zelo veliko je stvar perspektive. Zelo veliko. Jaz ful verjamem, da se vse zgodi z razlogom. In nekako sem dojela, da ko se jaz večer uležem v poslo in trmaram svoje, jaz nastradam. Tako da potem, ko sem se nekako odločila, da le to ni življenje, ki ga hočem živeti, potem kar naenkrat se začneš malo bolj sprejemati ljudi, ki ti hoče pomagati. Tako da to se mi zdi, da je bilo moje spoznanje. Ampak se mi zdi pa, da tukaj tudi leta igrajo veliko vlogo. Jaz, ko sem bila mlajša, tudi sem razmišljala čisto drugače, kot razmišljam zdaj. Tako da tukaj sem tudi malo hvaležna za svoja leta, bi jaz temu rekla. Lepo. Proces terapije ni linearen. Včasih se zdi, da gremo 2 koraka naprej, pa spet enega nazaj. Nekako je to povsem normalno v tem procesu spremembe. Si kdaj imela ta trenutek, ko si želela recimo obupati nad terapijo, in kaj te je držalo pri procesu, se pravi, kaj te motivira v takih trenutkih? Jaz sem upala na terapijo. Jaz sem vmes rekla, jaz sem bila itak polnoletna, moja mama ni imela nič več z mano, nič več z mojo terapijo. Sem rekla, jaz ne bom več hodila. In nisem hodila. Potem sem pa ugotovila, da pa mogoče bilo pa le mi malo v pomoč. In sem potem se mi zdi, da 1 leto nisem hodila nikamor. Potem pa, ko se začneš zavedati malo bolj samega sebe, pa malo opazovati svoje misli,
sem pa začutila neko potrebo, da bi pa nekatere misli rada razčlenila z nekom, ki me bo znal malo bolj prav usmeriti, kako nekatere misli razčistiti oziroma kam jih postaviti v kakšne škatlice, jaz temu pravim. Kako jih malo bolj racionalno postaviti na mizo. Tako. Tako da se mi zdi, da ko ste rekla dva koraka naprej, 3 nazaj, sem nekako dojela, da tako je tudi življenje. Ne? Tudi jaz sem vsi smo ljudje, vsi imamo dobre dneve, vsi imamo slabe dneve. In je tudi to normalno v vsakem procesu življenja. To me je tudi šport naučil. No. Verjamem. Ja, zelo veliko. Tako da, to. Če bi nekomu, ki prvič razmišlja o tem, da bi se podal na to pot osebnega zorenja v terapiji, dala nasvet, na kaj naj bo pozoren oziroma kaj bi povedala, kaj ga v terapiji čaka. Seveda je proces individualen, ampak nasploh, recimo, če bi pogledala na svoj proces. Predvsem to, da ne se ustaviti ob prvem koraku, prvem terapevtu. Jaz sem se ful ustrašila, to meni ni v redu, oziroma to je neka nova izkušnja. In tudi ne se ustaviti po prvem terapevtu, če se ne ujameš s terapevtom. Ljudje smo si zelo različni in iskreno se mi zdi nerealno, da bi se ujel s prvo osebo, h kateri bi pristopil to. Tako da jaz predvsem spet bi samo rekla ne obupati, pa res vložiti svoj čas z namero, da želiš sprejeti pomoč. Da si z nekim namenom tukaj, predvsem to. Pa moraš biti iskren. Brez iskrenosti s terapevtom, brez veze, da si potem tam. Okay. Včasih zasledim, da se psihoterapija med mladimi predstavlja kot nek trend v zadnjih časih. Kako bi ti svoji generaciji, svojim vrstnikom razložila razliko med recimo temu površinskim pristopom, ki je in pa resnim, predanim delom na sebi? Meni se zdi, da je ta trend postal zelo zaradi socialnih omrežij. Jaz, na primer, osebno sem zaznala, zelo velikokrat gledam YouTube, pa gledam recepte na YouTubu, pa je kreatorka kar naenkrat sponzorirana strani platforme, ki ponuja terapevtsko online pomoč. Tako se mi zdi, da ker imamo na vsakem koraku neko glas za neko terapijo, da kakor potem posamezniki lahko začnejo zaznavati, mogoče pa tudi jaz rabim terapijo ali pa neko pomoč, čeprav se v bistvu večina ljudi verjetno samo pač sooča z življenjskimi zadevami. Vsak se na dnevni bazi sooča s stresom, vsak se na dnevni bazi sooča z negativnimi čustvi, pa žalostjo. Pa če občutiš neko žalost, to je normalno. To še ne pomeni, da si na primer depresiven. Tukaj se mi zdi, da zaradi teh tudi takih površinskih govorjenj na socialnih omrežjih o mentalnem zdravju pa o mentalnih boleznih, se zelo hitro začnemo tako poistovetiti s tem, kar na primer gledamo, poslušamo. Pa mogoče to sploh ni temu tako. Zato je zelo težko reči, tudi z moje strani egoistično, oziroma tako, da bi rekla nekomu, pač žalosten si, nisi depresiven. Tukaj se mi zdi, da je zelo težko reči nekomu, rabiš pomoč ali pa ne rabiš pomoči. Tako da v bistvu sploh ne vem, kako bi konstruktivno nekako dobro odgovorila na to vprašanje. Jaz mislim, da s tem, ko živimo življenje, delamo na sebi. Drži. In sploh, če si dovolimo vsakič za mogoče korak ali pa pomemben centimeter bližje k sebi. Tako da, ne vem, se mi zdi, da s tem, ko živimo življenje, delamo na sebi. Ampak definitivno se pa strinjam s tem, da ne rabi vsaka druga oseba psihoterapevtske pomoči. Na osnovi svoje izkušnje želiš širiti tudi prepoznavanje in zavedanje o motnjah hranjenja.
Ti je pri soočanju s tem pomagala tudi psihoterapija in kje, v katerem delu? In v bistvu zaradi tega sem jaz prvič se srečala z in psihiatrično pomočjo, psihoterapevtsko in tako. Psihiatrična pomoč absolutno je bila zame brez pomena. Oziroma motnja hranjenja se mi zdi, da ja, ima fizične, kako bi temu rekla, fizične posledice in to, ampak se mi zdi, da je bolj mentalni problem tukaj, ki pripelje do fizičnih posledic. In se mi zdi, da psihiater se res zelo skoncentrira na številko. Jaz imam travme od vrtenja unga BMI, une tabelce, koliko si visoka, koliko si težka. Skozi samo te številke. In se mi zdi, da se noben ne, vsaj jaz nisem imela izkušnje, da bi se osredotočila na to, kaj je to povzročilo oziroma zakaj se je to dogajalo. Potem pa, ko sem šla na psihoterapevtsko pomoč, se pa z mojo terapevtko sploh nikoli nisva pogovarjali o hrani, o kateri sem se direktno pogovarjala skozi z ostalimi terapevti prej, s katerimi sem poskušala reševati ta problem. Ampak sva se bolj osredotočili na življenje, katerega sem jaz hotela kontrolirati s temi mojimi vzorci vedenja, ki so v bistvu spadali pod motnjo hranjenja. In mi je v bistvu to potem najbolj pomagalo pri moji motnji sami. Tudi čist drug pogled na življenje sem dobila. Kaj bi želela, da bi mladi bolje razumeli o motnjah hranjenja? Kaj to v resnici pomeni za nekoga, ki to doživlja? To, da predvsem to ni trend. In predvsem bi rada sporočila to, da vsi gremo čez neke motene vzorce prehranjevanja čez življenje. Pride stres, nimaš apetita. Naprimer, nekateri imajo težave z tem, da se s tvojimi čustvi pač spopadajo tako, da naprimer pojejo nekaj sladkega ali pa na tak način. Ampak pa naprimer gremo na počitnice, pa jemo spet drugače. Pa so prazniki, pa spet jemo več. In to, če gremo vsi čez neke take sezone prehranjevanja v življenju, to še ne pomeni, da imaš motnjo hranjenja. Jaz sem zelo velikokrat slišala iz kakšnih ust, ja, saj takrat sem pa jaz tudi malo manj jedla, ker sem hotela shujšati, jaz sem tudi imela anoreksijo. Osebo, ki ima anoreksijo, to toliko prizadene, zato ker se ljudje ne zavedajo, kakšen izgleda vsak dan osebe, ki to dejansko ima, in da to ne vpliva samo na tvoje načine prehranjevanja, ampak to vpliva na tvoj cel dan, celo družabno življenje, uspehe v življenju, kaj ti delaš čez dan. Nimaš prijateljev, ne moreš sedeti za televizijo pa gledati televizijo, ker nimaš koncentracije, da bi gledal, ker razmišljaš o tem, kaj imaš ti v hladilniku, v bistvu v kuhinji. Pač tako, ljudje se ne zavedajo v bistvu, kaj to dejansko pomeni. Pa to tudi ne pomeni, jaz imam anoreksijo, to še ne pomeni, da jaz ne jem. Če ne bi sedela tukaj na tem stolu. Tako da predvsem bi to rada sporočila, da tudi če naprimer oseba ve, da ima motnjo hranjenja in potem to osebo, naprimer, da nekdo mene vidi, pa ve, da imam anoreksijo in me potem vidi, da sem nekaj pojedla, to še ne pomeni, da je nimam. Se mi zdi, da tukaj je to največja zmota, ko v bistvu potem tudi nam, osebam, ki imamo motnje, zelo oteži celoten proces zdravljenja, ker se nam zdi, da moramo sovpadati s temi stereotipi, ki jih ljudje mislijo in ki jih ljudje skozi poudarjajo. To. Zdaj si omenila nekaj odzivov, ki so te znali v življenju zelo zaboleti. Kaj bi si želela od svojih bližnjih ljudi, ki so te obkrožali, da bi morda naredili drugače v svojih odzivih? Nekaj si jih omenila, je mogoče še kakšna pomembna stvar, ki bi jo dodala? Se mi zdi, da s časom se itak tudi ljudje, ki so obkroženi z mano, ful veliko naučijo. Vejo, kaj ja, vejo, kaj ne. Na začetku ful neprimernih komentarjev, tudi komentarjev glede izgleda. To se mi zdi predvsem, da to je najbolj nekoristen komentar, ki ga lahko nekomu daš.
sploh, da se osredotočiš na to, kako ti izgledaš. Tudi na začetku je bilo ful tega posiljevanja s hrano. Jej, kdaj boš jedla, koliko boš jedla, zakaj boš jedla. Potem, ko so pa dobili moj feedback nazaj, jaz postanem pošast. So pa tudi vedeli, da se tudi takih komentarjev ne daje več, ker dobijo kontraefekt. Tako da meni največ pomeni to, da samo dobiš neko to pozitiven občutek bližine sočloveka, ampak v smislu, da veš, da bo tukaj zate ne glede na vse, in da te podpira in da nisi odveč in da nisi v napoto. Predvsem mene, jaz sem ful taka oseba, ki čutim energijo, pa čutim občutke ljudi, s katerimi sem obkrožena. To pomeni, da meni energija pa občutki povejo več kot besede. Ta bližina predvsem. Je lepo, ker se lahko zaneseš Ja, tako. na to. Ja. Je kar privilegij, bi rekla. Ja. Jaz sem te v začetku predstavila tudi kot ustvarjalko vsebin na družbenih omrežjih. In glede na to tvojo močno prisotnost, dnevno prejmaš, si predstavljam ogromno komentarjev. Kako ločiš med konstruktivno kritiko in tistim čistim nekim hejterskim odzivom in predvsem, kako se soočaš s tem? Ločiti komentarje je zelo enostavno. Okay. Če ne drugega, že higiena govora. Oziroma, če se temu sploh lahko tako reče, ampak nekdo, ki sam z nekimi grdimi besedami, vulgarnimi besedami, še nepismeno napisano, nespoštljivo, napiše nek komentar pod XY usernameom, ki sploh ni ime, ampak so neke številke, brez profilne slike, nič. Točno veš, da to je hejterski komentar. Če pa nekdo pristopi spoštljivo in ne, kako bi temu rekla, nežaljivo, ga pa tudi ti že prebereš s čist drugačnim tonom, že sam pri sebi. To pomeni, da tak komentar ga celo preberem in ga ne zbrišem takoj in ne blokiram osebe na drugi strani. Konstruktivna kritika je vedno dobrodošla drugače. Ampak res, če je vsaj spoštljivo napisana. Ker sem le oseba na drugi strani telefona. Oziroma prek česarkoli se to piše. Kako se jaz soočam z negativnimi komentarji? Iskreno, ful jih je malo. Zdaj, na začetku jih je bilo ful. Ker se mi zdi tudi, da ker sem jaz začela govoriti na splošno o mentalnem zdravju, tako sem jaz začela moja socialna omrežja, zdaj sem se kar oddaljila od te teme drugače, se mi zdi, da je bilo to nekaj novega. Si orala ledino. Ja, da je bilo to tako, oh moj bog, kaj? A ne? In se mi zdi, da tudi ljudje niso čisto dobro vedeli, kakšen feedback dati, kako se... In ja, takrat je bilo in to. Pač hate potem pisati pod videe. Zdaj pa se mi zdi, da so se ljudje navadili na ful manj negative. Kaj se je pa spremenilo? Tudi to, da sem jaz dobila ful bolj trdo kožo. Jaz si zdaj vsak hate komentar predstavljam tako. Oziroma mene terapevtka tako predstavlja. Nastja, predstavljaj si ti dva osnovnošolčka, ki prideta domov po šoli, ne veste, kaj bi sama s sabo, gresta v sobo, vidita telefon, lejto punco, dejva ji nekaj komentirati. Napišeta, zapreta, gresta delati svoje stvari. In se s tem več ne ukvarjata. In v sekundi pozabita, kaj sta napisala. Zakaj bi jaz mogla sama sebe tepst, pa se sekirati, pa nekaj zaradi enega komentarja, na katerega je oseba, ki ga je napisala, pozabila v 2 sekundah. Na tak način. Dobra strategija. Ja, in ta misel mi skozi ostaja v glavi, ker jaz vidim hate komentar. Zdaj, primerjanje je nekaj čisto človeškega. Ne? Naši možgani so zelo v tej smeri naravnani, da se primerjajo. Težava pa je, da se na družbenih omrežjih primerjamo z nekimi idealiziranimi trenutki drugih in imamo včasih
lahko občutek, da mi kar zaostajamo nekje in capljamo nekje od zadaj. Si se ti kdaj ujela v to spiralo primerjanja na družbenih omrežjih in kako si se potem s tem spoprijemala? Sigurno. Pa če ne drugega, vsi se mi zdi, da se, tudi če se tega ne zavedamo, se primerjamo podzavestno. To se mi zdi, da to je predvsem ta hakel družabnih omrežij, ker tudi če ti sam pri sebi imaš ozaveščeno to, da verjetno je kakšna slikca fake. Ali pa nekdo, itak vse je stvar kota, poze, kako je slika slikana. In tudi če se ti zavedaš, da je 90% Instagrama, na primer, zrežiranga, se mi zdi, da se vsi še vedno podzavestno primerjamo. Ne? Tako da jaz sigurno, že v štartu, če se zavrtim čas nazaj, sem se, če ne drugega, primerjala zelo prek družabnih omrežij, prek mojih idolov v športu, ki so bile tiste dolgonoge Rusinje. Sem gledala tiste slikce in sem hotela imeti take noge, kakor jo je imela ena moja vzornica. Takrat se mi zdi, da sem prvič zaznala to, da hočem biti taka kot nekdo drug, ki ga gledam na slikci. Se mi zdi pa, da da pol pa tudi, ko se je začelo več govoriti o tem, da so socialna omrežja dost fake, se mi zdi pa, da pol, ko to ozavestiš, pol tudi mogoče malo drugače gledaš, ko scrollaš po telefonu. Te to vodi pri ustvarjanju tudi tvojih vsebin? Sigurno. Jaz sem, se mi zdi, da ena izmed tistih oseb, ki mi nekdo reče, pa ko prideš na snemanje, poskrb za make-up. Tu sem imela situacijo 2 dni nazaj. Moj odgovor na mail je bil, okej, bom pobrskala po torbici, če bom kaj najdla, ampak po mojem edino, kar imam še, je maskara, pa še ta s pretečenim rokom. Dejansko sem ko vidim punce, ki se ful mažejo, pa ful tako, kaj bojo drugi rekli, če pridem brez make-upa ali pa kaj podobnega. Jaz sem pa najbolj samozavestna brez vsega. In tudi se mi zdi, da moja socialna omrežja pa so malo drugačna od ostalih, ker jaz res posnamem v enem shotu, niti pogledam ne, zeditiram, objavim, ker mi je vseeno, iz katerega kota sem posneta. In se mi zdi, da to naredi razliko, da vidiš neko avtentičnost, da tako tudi zaznaš avtentične vsebine ali pa ne. Drži. Ja. Je kar opazno. Ja. Hvala za to. Govoriva zdaj o tistih bolj negativnih straneh družbenih omrežij, vendar pa obstajajo tudi pozitivne. Med drugim recimo imaš priložnost tudi ozaveščati in govoriti o nekih pomembnih temah, to, kar počneš tudi ti. Pa me zanima, kje vidiš ti te pozitivne strani in kam te vodi na družbenih omrežjih? Če ne drugega, socialna omrežja ful povezujejo. Tako res, en klik stran si od nekatere osebe, s katero se želiš povezati. En klik stran si od vsebin, ki veš, da ti lahko koristijo. To pomeni, jaz si želim neko dobro misel, neko motivacijo, neko pomoč napišem, pa dobim lahko pozitivne stvari, če si jih jaz želim dobiti pozitivne stvari na socialnih omrežjih. Sam se odločaš, koga spremljaš, koga ne spremljaš. To pomeni, da ti se lahko zavestno odločaš, da spremljaš osebe, ki veš, da ti pozitivno koristijo, ne? Da gledaš pozitivne vsebine. Pa da rabiš razvedrilo, pa najdeš to razvedrilo na socialnih omrežjih. To so seveda vse zavestne odločitve. Pa tudi to, meni je na primer ful pozitivna stvar družabnih omrežij, da kdorkoli hoče pogovor, na primer tudi moja zasebna sporočila so vedno odprta. Pa mi lahko oseba, katere jaz sploh ne poznam, napiše, če ne drugega, jaz dobim toliko veliko lepih sporočil, jaz se včasih ne zavedam, jaz tudi kot ustvarjalec vidiš tam samo neke številke, neke oglede, neke komentarje, neke lajke,
Ampak se mi zdi, da tudi jaz se včasih ne zavedam, koliko je to velika številka in koliko veliko ljudi drugače to sploh doseže in koliko veliko ljudi to vidi. Ampak potem, ko pa dobiš v privat sporočila take nore odzive, koliko so ljudje v bistvu hvaležni, pa da me noro spremljajo in da koliko sem jim jaz pomagala in da jim polepšam dan, ko vidijo moj video in tako da se počutijo, kakor da so moji prijatelji, pa čeprav me v bistvu ne poznajo. To pomaga tudi ful meni. In jaz probam odgovoriti na skoraj vsa zasebna vprašanja, ki jih dobim, tako v zasebno sporočilo, ko me kdo sprašuje, kam hodim na terapijo, oziroma kako sem jo iskala, oziroma pomagam ljudem na tak način. Res, da lahko stopiš v stik z osebo, ki jo drugače sploh ne poznaš. To se mi zdi, da so najbolj pozitivne stvari. Zdaj sem skozi to začutila, da si dejansko veliko v stiku s svojimi sledilci. In zagotovo imaš kar zelo dober vpogled v to, katere teme jih zanimajo. Kaj so teme, s katerimi se tvoja generacija plus minus ukvarja v tem sodobnem času? Zelo veliko dobim vsakodnevnih vprašanj, od tega, kaj imam oblečen, do kje sem kupila kavo, na primer. Okay. Zelo veliko deklet predvsem se pa obrne name za pomoč glede motenj hranjenja. Zelo meni noro veliko pomeni, ko dobim kakšno tako sporočilo, da oseba, ki o tem sploh ne upa spregovoriti s svojo družino oziroma svojimi prijatelji, da tebe kontaktira in te vpraša za nasvet, kako začeti pogovor o tej temi. To je kar zanimiv fenomen. Ja. In v bistvu že to, da se oseba meni odpre, ki me v bistvu sploh ne pozna, mi pomeni ful, res veliko. Tako da v bistvu dobim zelo veliko vprašanj povezanih na to temo. Jih je pa včasih, ko bom rekla, dobiš tudi zelo veliko nekoristnih in v smislu to bi tudi rada želela sporočiti pač ljudem, ki me kontaktirajo. Ne mi pisati, koliko obrokov poješ na dan. Ne mi pisati, kakšno imaš kilažo. Ne mi pisati, koliko kilogramov ste izgubili. Pač meni je to zelo triggering. In na taka sporočila se žal ne odzivam, oziroma ker so meni škodljiva, tako bom rekla. To vem, da če mi pišete sporočilo, dajte mi ga pisati tako, da ne bo meni tako negativno. To. Kaj bi rekla, da mlade še zanima poleg tega, mogoče neka aktualna eksistencialna vprašanja? Ta leta med 20-30 se mi zdi, da so kar eno tako obdobje, ko se dosti sprašujemo o tem, kdo smo, kam gremo, s kom. Po mojem predvsem o delu drugače tudi. Kako delati, kako začeti delati to, kar delam jaz. Jaz delam v marketingu, pa tako ta socialna omrežja. Se mi zdi, da vsaka druga oseba, se mi zdi, da influencerstvo je danes full in, da dobim tudi ful veliko vprašanj na to temo. Kako zbrati pogum ali pa kako začeti kaj takega delati. Pa ja, drugače me pa tudi veliko vprašanj drugače dobim tudi na temo šolanja. Izbire smeri izobraževanja. Tako, drugače kakšnih tako drugih vprašanj pa mi zdajle nič tako ne pade, da bi mi kaj izstopilo, da bi se spomnila, da bi lahko še kaj izpostavila. Imaš občutek, da tvoji vrstniki želijo hitre rešitve in bližnjice? Se ti zdi, da to drži? Pa ne samo mladi. Vsi, se mi zdi, da celotna človeška populacija, vsi bi hoteli nekaj na hitro, ne? Če ne drugega, dajmo en zelo standardni primer. Večina populacije bi rada zelo hitro shujšala na hitro in vsi iščejo shujševalne tablete, ki vsi vemo, da to je največji nateg stoletja. Tako da se mi zdi, da to ni problem samo mladih. Ampak ja,
vsi si želimo neke spremembe čez noč. Se mi zdi, da to je tako zelo splošna trditev. Sodobnega časa. Sodobnega časa. Sodobnega časa, ja. Ja, pa na vseh področjih. Kako pa ti sama najdeš ravnotežje med sanjami, realnostjo, med potrpežljivostjo in željo, da bi se stvari zgodile hitro, takoj, čez noč? Se mi zdi, da to sem se mogla pa naučiti, da če ne uživaš v procesu, pol tudi na koncu rezultat ti ne bo prinesel takega zadovoljstva, ne. To pomeni, da če si jaz želim samo en rezultat, pa ne uživam v tem, kaj mi bo pripeljalo do tega rezultata, tudi ta rezultat mi ne bo tega občutka prinesel, katerega bi jaz želela. Mogoče na tak način, ko sem to spoznala, sem potem ratala tudi z življenjem ful bolj potrpežljiva. Ampak čez izkušnje mogoče. Na tak način. Nekako ne vidim druge rešitve oziroma ja. Se pravi zorenje Ja. in potrpežljivost tudi Ja. ob tem. Nič ne pride hitro. Ampak na koncu tega je to lepa stvar, da nič ne pride hitro. Ker če ne, izgubi pomen končni cilj. Ja, pomembno dognanje. Ko gledaš svojo generacijo, katere okoliščine ali pa mogoče lahko rečeva celo pritiske vidiš kot najbolj pereče, ki vplivajo na duševno zdravje? Socialna omrežja. Sploh ta zasvojenost s socialnimi omrežji. Ker se mi zdi, da se ljudje ne znamo več usesti. To tudi sebe včasih moram. Ne znamo se več usesti, pa ne nič početi. Se mi zdi, da večina ljudi ne zna iti na primer v park, pa se usesti na klopco, pa ne imeti nobene distrakcije, pa samo opazovati okolico. In se mi zdi, da ker smo vsi skozi na go, 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 skozi moramo nekaj početi, skozi imamo neke distrakcije, se noben potem tudi ne zna umiriti, ne zna imeti prazno glavo, ne zna razmišljati nič. In se mi zdi, da potem, ker je naša avtomatika telefon, pa potem skozi gledamo neke vsebine, se mi zdi, da to zelo, zelo vpliva na duševno zdravje. Res. Moja prva stvar, ki jo jaz naredim, ko zaznam, da sem dol, da sem slabe volje, da sem zapadla v neke te negativne misli ali pa karkoli. Prva stvar, ki jo naredim, je dam telefon stran. In je avtomatsko boljše. Samo tudi jaz na začetku nisem hotela dati telefona stran, ker sem imela občutek, da mi telefon prinaša tako neko udobje. Oziroma tako. Ampak zelo hitro zaznaš, da to zelo, zelo negativno vpliva. In ko se sam zavestno odločiš, dam telefon stran, jaz prisežem, da je avtomatsko bolje. Ja, zdaj sem celo opazila, da obstajajo te variante dumbphonov. Ja. Imaš tudi iPhone ima to funkcijo. Ali pa da si lahko zakleneš aplikacijo ali pa karkoli. Sam si zakleneš aplikacijo in te bo opomnila, in če boš ti še vedno hotel iti na aplikacijo, boš pač samo tam kliknil remind me, spomni me čez 15 minut, pa pač, a ne. Sam zavestno se moraš odločiti, da si hočeš nekaj dobrega narediti, pa dati stran. To. Nastja, eno vprašanje še. Kaj je zate tough love? Pa sem imela odgovor. Jaz bi rekla, da vse stvari, ki imajo na koncu, ki je proces težek, ampak ti na koncu prinesejo nek pozitiven rezultat. Tough love je bila zame gimnastika. Lahko dam res primer. Celoten proces treningov in vsega je bil ful težek, ampak izkupiček tega, kaj mi je pa ta šport dal, je bil pa ful pozitiven. In če mi na primer nekdo reče tough love, je moja sopomenka šport. Ja. In že imava iztočnico za najino naslednjo temo, ne? Kot praviš, za tabo je 18-letna gimnastična kariera. Kako gledaš na to obdobje, ne? Meni, v mojih očeh je to
pa verjetno ne samo v mojih, zelo zahteven šport. Kako si ga doživljala kot otrok in najstnica? Je bilo to bolj veselje, pritisk, neka mešanica obojega, nekaj si zdaj že omenila? Ne, samo veselje. Se mi zdi, da to je res tako težek šport, da vztrajaš v tem športu, moraš res imeti rad ta šport. Če imaš le nek pomislek, ne vztrajaš v tem 18 let. Absolutno ne. To pomeni, zame je bilo to samo veselje, do točke, ko so se začele težave z mojo hrano, ker potem pa, ko ni energije, pol tudi ni energije za šport. Potem je pa ta celoten šport dobil tako malo grenak priokus. Ampak drugače se je bilo težko, tudi ko sem bila mlajša. Pa sem hotela rajši na rojsten dan, kakor na trening, na primer. Ne. Ampak, kot smo prej rekli, tough love, ne. Kaj so imeli moji sovrstniki od tega, da so hodili na rojstne dneve pa to? Saj so se imeli fajn. Sam niso imeli takega izkupička, kakor sem ga jaz na koncu imela iz gimnastike. Jaz na to tako gledam, da je bilo vredno vsega vloženega časa in truda. Jaz sem pred časom gledala dokumentarec Cena športne slave, ki se mi zdi, da tako zelo nazorno pokaže, da otroci že zelo zgodaj plačujejo visoko ceno v športu. Poškodbe, izgorelost, motnje hranjenja, tudi midve danes veliko govoriva o tem. Ko gledaš nazaj, kaj se ti zdi največja cena, ki jo šport zahteva od mladih? Se mi zdi, da otroštvo. Ampak otroštvo v pomenu šport vpliva na te tako, da odrasteš mogoče prej, kakor bi drugače. Bolj sem bila pa mogoče samo jaz v tem takem športu, ampak se mi zdi, da zelo pri mladih starosti začneš gledati, če ne drugega, že na življenje malo drugače, z malo bolj odraslimi očmi. Se mi zdi, da malo te otroške iskrice zgubiš malo prej, kakor bi jo drugače. To se mi zdi, da je to največji davek, ki ga plačaš. Drugače pa ne vem, jaz vedno vidim na koncu samo pozitiven plus. Ker te vrhunski šport oblikuje kot osebo in ti da neko disciplino za življenje naprej. Predvsem to. Res dobra šola za življenje. Tako. Se ti zdi, da mladi športniki dovolj dobro vedo, kakšno ceno bodo morda plačali, ko se odločijo za neko profesionalno pot? Zdaj verjetno pač ta odločitev ni takrat samo njihova, glede na to, da so še toliko mladi, tudi od staršev, skrbnikov, pa vendar. Jaz mislim, da ne, pa da jim niti ni treba. Oziroma, noben se čez noč ne odloči, jaz bom pa zdaj profesionalni športnik. To gre čez čas in se mi zdi, da vedno otroci pridejo do profesionalnega pa do vrhunskega športa na podlagi tega, kar imajo oni športov radi in sami vztrajajo v tem. Drugo je tisto, ki imamo zelo veliko ambicioznih staršev, ki se pač odločijo za otroka, ti boš to treniral, ti boš zdaj na tem nivoju treniral. Tudi če otrok to noče, samo tak otrok ne pride daleč. Tako bom rekla, čim pridejo najstniška leta in dobiš malo tiste svoje moči, kaj boš delal, kaj ne boš delal. Takrat je tudi največji upad pri športih, bi jaz rekla, ne? Da vztrajajo res tisti, ki so tukaj zase, pa ker ljubijo, kar delajo. Ampak jaz si vedno rečem, zakaj bi razmišljala o tem, kaj bo, če bo, mogoče bo. To pomeni, če se neka mlada športnica, športnik odloči za nek šport, ki ga res rad dela, ni se treba spraševati o tem, kakšno ceno boš plačal. Danes sem tukaj, danes lahko naredim največ, kar lahko. Zakaj bi razmišljala o tem, kdaj si lahko nogo zlomim, ko to delam? Pač to se mi zdi totalni nesmisel. In tako zelo veliko breme tudi zate, če se moraš skozi spraševati, kaj se lahko zgodi. To nisem pristaš tega. V psihoterapiji pogosto srečujem ljudi, ki imajo
težaven odnos do telesa in korenine se pogosto začnejo ravno v športu, kjer telo nekako postane predvsem orodje, ki mora biti popolno in popolno funkcionirati, delovati. Ti imaš osebno izkušnjo z anoreksijo, pa se ti zdi, da so določeni športi, kot so gimnastika, balet, mogoče smučarski skoki in še kaj, posebej tvegani za to in zakaj? Sigurno zelo veliko pripomore, sigurno. Ker vsi športi, ki se osredotočajo na fizični izgled, pač ne moreš preko tega. Se mi zdi, da potem tukaj tudi pride to primerjanje. Tukaj lahko seveda govorim iz osebnih izkušenj, ampak nekaj so tudi naravne danosti, na katere pač ti nimaš vpliva. A ti je neka postava, izgled dan, ali pa ne. To meni, da ko si ti na primer okrožen tudi z ljudmi, ki na primer imajo nek stereotipičen izgled, ki se upada z Sopomenko ritmična gimnastičarka, ne? Se ti avtomatsko primerjaš s tem in stremiš k temu, da bi izgledal kot neka oseba zraven tebe. Tako na primer se je v mojem primeru zgodilo, da sem imela vedno občutek, da bom boljša, da bom imela boljše rezultate, da bom bila bolj cenjena, če bom sovpadala s tem videzom, ki je bil zapisan kot stereotip, kako mora ta športnica izgledati, ne. Zato se mi zdi, da ja, lahko pripomore, ampak ni pa to vedno povod. Ne moreš reči, da zdaj bom pa jaz hčerko dal v ritmično gimnastiko in bo ona dobila motnjo hranjenja. Absolutno ne, ker tukaj pride potem tudi ful res karakteristične poteze, Absolutno. kakšen si ti kot karakter. Drugače, zabaven fakt. Imam 2 mlajši sestrci, ker sta tudi z mano istočasno trenirale profesionalno gimnastiko. Tako je bilo. Najmlajša je bila v kadetski reprezentanci, Neža je bila v mladinski, jaz sem bila pa v članski reprezentanci. Istočasno, Ja. vse v športu, okej. Ja, in smo iz iste družine. Samo jaz sem imela težave. Tako, okej. Neža je imela na primer težave kontra, ker je karakter tak, da ker so ji govorili, da je pretežka, pa nikoli. To je res, to je mene kar srce bolel. Mami je imela doma tako zelo zanimivo situacijo, mene so silili, kaj bom jaz jedla, koliko bom jaz jedla, ne, da bom jedla. Potem je bilo pa na istočasno zraven mene za mizo sedela pa Neža, ki se je pa skozi težil, kaj to ješ, ne to jest. Ampak ne doma, strani okolice, no. Ampak ja, tako bi rekla, da ni vedno šport sprožitelj. Je pa lahko eno okolje, ki to mogoče spodbuja oziroma Sigurno. omogoča, To da se pa, to ja. prej razvije. Ja, sigurno. In zdaj, ko si že omenila okolico, trenerje, starše, kaj bi si želela, da bi takrat razumeli o tem, kar si ti doživljala? To, da ni enega vzroka, da se to dogaja. To, da ne moramo s prstom pokazati na eno stvar in to stvar bomo rešili in se bojo težave nehale. Ampak to je preplet tolikih dejavnikov, da ne moreš okriviti nekoga, eno stvar, nekaj, da se mi to dogaja. To. Predvsem to, da rešitev ni tako enostavna. Tudi jaz sem v življenju, po mojih izkušnjah do zdaj doživela in dala čez zelo veliko ljudi, ki so mislili, da vejo vse in so zelo površinsko znali svetovati. Meni se je na trenutke moja mami zelo zasmilila, ker vsak, ki je prišel mimo, jaz sem mu solil pamet. V smislu, pa saj ni tako težko, posetijo za mizo, pa nafutrejo. Kaj je tule tako težkega, a ne? Starši se ti pač zasmili, tudi malo. Meni ful. Mogoče še malo te širše perspektive, kaj misliš, da bi morali trenerji, mogoče športni sistemi narediti drugače, da bi mladi športniki ohranili nek bolj zdrav odnos do sebe? Prej si mi omenila, da se vendar to v zadnjem času malenkost spreminja. Ja, jaz moram reči, da v gimnastiki, ritmični gimnastiki sem opazila ful pozitivno spremembo. Ampak se mi zdi, da tudi kar
se mogoče le malo več pogovarja o tem. In se mi zdi, da se je tudi ful veliko ljudi začelo tako malo nazaj upirati, da to ni ok. In da se je sistem začel mogoče malo spreminjati. Ampak vseeno še vedno obstajajo od zadnji nekje vni zapisani stereotipi, ki jih vsi vemo, vsi poznamo. In najbolj grozen je to, ker jaz če sama sebe vprašam, in meni je to tako grozen na glas reči, ampak ker že toliko let, vrsto let spremljam ta šport. In tudi, če gledam tekmo, ti je avtomatsko športnica, gimnastičarka, ki mi sovpada s tem stereotipom, bolj estetska za pogledati. To je meni, to pride iz mojih ust, iz mojega zavedanja vsega, iz mojega zavedanja, da se meni to dogaja zaradi tega stereotipa, ki ga imam jaz v glavi. In je to toliko let zgodovine okrog na tak način, da bo tudi sistem zelo težko spremeniti. Pač to traja leta. Ampak se definitivno dela pravo v tej smeri. Predvsem bi pa rekla, da je ključ do uspeha pogovor. Pa to, da to ni več tak tabu, kot je bil včasih. Ja, kar je bil zdaj en zelo optimističen zaključek s tvoje strani, se mi zdi. Če bi mlajšim od sebe danes svetovala, prej si rekla, da imaš še dve sestri, ki sta tudi v gimnastiki. Bile, ok. Ja. Da naj gre v profesionalni šport. Kaj bi tem mladim športnikom rekla? Kaj bi si ti želela, da bi tebi nekdo povedal pri, recimo, 9, 10 letih? To, da bo vredno. To, da nič ne zamujam s tem, ker ne moram na en rojsten dan. Pač res. To, da boš boljša oseba, ko prideš iz tega. Jaz bi res rekla, to te toliko veliko nauči, da ti bo potem življenje lažje. Jaz bi temu rekla tough love. Res. Se mi zdi, da jaz na svet ne bi gledala tako, kot ga gledam danes. Sicer, jaz sem tako rekla, da so me vse izkušnje izoblikovale kot osebo. Mene ful veliko ljudi drugače vpraša, a kdaj obžalujem, da imam take težave, kot jih imam. Ne moram tega reči. Se mi zdi, jaz ful verjamem, da me je to obvarovalo pred eno slabšo stvarjo, ki bi jo jaz lahko zaradi mojega karakterja ali pa zaradi mojega značaja razvila. In ful verjamem, da me je to bremzalo nazaj že kot najstnik. Sicer cena je visoka, ampak vedno verjamem, da je vse z nekim razlogom. Tako da to je moj glavni nasvet. Vredno bo. Če te posluša zdaj nekdo, ki je mogoče zares izgubljen v tem trenutku, ujet mogoče med pritiski družbe, primerjanjem, o katerem sva prej govorili, in mogoče svojimi lastnimi dvomi o sebi, kaj bi mu za konec želela sporočiti? Da drugače življenje je lepo. Res. In da je vse stvar perspektive. In da na koncu dneva smo si vsi tako različni. Predvsem bi pa rada to povedala, da vsi, ki smo nesigurni sami vase, se ful ukvarjamo s tem, kaj okolica misli, kaj kdo drug misli. Ampak na koncu dneva se vsak posameznik toliko ukvarja sam s sabo, da se niti pod razno ne ukvarja toliko s tabo, kakor ti misliš, da se. Wow. Pač res. Moja še vedno, ful sem naredila na temu, pa me je še vedno najbolj strah, kaj bo nekdo drug mislil. Potem se vedno spomnim, strah me je, kaj bo ta oseba mislila, ampak jaz sem prepričana, da ima ta oseba toliko dela sama s sabo, da ne razmišlja 90% toliko časa o meni, kakor jaz mislim, da se ukvarja z mano. To. Je zelo lepo in zanimivo si to ubesedila. Jaz bi za zaključek dodala morda še to, da čeprav se včasih počutimo sami v stiski,
da je pomoč vedno nekje na voljo, da štejejo tudi manjši koraki, pa da duševno zdravje nekako ni cilj, ampak je pot, na kateri se imamo priložnost učiti, biti malo bolj prijazni do sebe in mogoče bolj sočutni. Midve sva s tem nekako pripluli do konca najinega pogovora. Zame zelo dragocenega. Hvala ti tudi za deljenje svoje osebne izkušnje, osebne zgodbe, ki verjamem, da lahko kvečjemu odpira in ne zapira. Ja, in morda še kdaj. Bom zelo vesela, Nastja. Hvala. Ja, lepo se je bilo pogovarjati, tako da malenkost. Še kdaj. Podcast Zadihaj ustvarjamo z namenom, da vzameš od tega kaj koristnega zase. Upam, da je bilo danes tega kar največ in te vabim, da se nam pridružiš v naslednji epizodi.